Mustang tokrat ni ropotal. Pravzaprav je bil čisto tiho, vanj pa so usmerili objektiv in vanj streljali drugi. Ja, predali smo ga mladim fotografskim navdušencem iz Vista, ki so imeli 15 minut časa, da so ujeli Mustanga v svoj objektiv in potem smo fotografije tudi ocenili. Pa poglejmo, kaj je nastalo. No, nastalo je 12 vrhunskih fotografij. Mladi fotografi so se ves dan igrali na različne načine, z uporabo suhega ledu, dimne bombe ter seveda bliskavic in photoshopovih čopičev. Pri fotografijah smo hoteli narediti eno tako zadevo, da bomo statičen avto naredili prikazan v dinamičnem stilu. Pri tej fotografiji vidimo lepo umeščenost linij in samega avtomobila, morda malce presvetla v zgornjem delu, ampak glede na dane možnosti je lokacijsko, barvno zadeva popolnoma funkcionirati. Ta je res posebej izstopala, ker je kombinacija retro in modernosti, surovosti, ki jo avto nudi, vse, kar Mustang skriva pod pokrovom motorja, je ta fotografija v statični obliki najbolj izrazila. Naj bodo to linije, dinamika, sence, tudi sama barva, kontrast, ta sivina, industrijsko okolje. Zmagovalno fotografijo pa je poslikal mladi Lovro Megušar. V 6. razredu sem si kupil prvi fotoaparat, vpisal sem se na fotografski krožek in v bistvu tam naprej sem vsak let gledal naprej, da bom enkrat v tej smeri delal, da bom mogoče od tega živel. Zaenkrat sem še zelo odprt glede fotografije, tako da čisto vse, kar imam priložnost delati, izkoristim in delam. Zmagovalna fotografija pa je vstopnica na svetovno predpremiero Forda Pume. Še pred vsemi nami bo priložnost ne samo videti, ampak tudi fotografirati Forda Pumo. Na voljo bo za 4 ure profesionalen fotografski studio in vsa oprema in zagotovo bodo kakšne fotke, ki bodo zelo, zelo lepe in uspešne. Ampak nihče jih ne bo smel videti, to bo moral obljubiti nam, Fordu in še komu, lahko pa jih bomo videli potem, ko bo premiera javnosti znana.